Ok, sem da še tole povem. Jaz bom predstavil vas na moj desni ekran, tako kot sem že prej povedal, Katja in Matej, to ni, da vas ignoriram, samo na desni imam običajno galerijo, da se ne počutim sam s svojim PowerPointom in ChatGPT-jem, s katerim nikoli nisi sama, ne. To skratka vas imam na desnem monitorju, da imam občutek družbe. Tako da predlagam, da gremo kar naprej. Prosim, vmes čim več vprašanj napišite, na koncu bomo pogledali, če vas kaj strašno žuli in res ni problema. Se lahko ustavimo, lahko vprašate za bolj globoka vprašanja. Predvidevam, da danes ne bomo imeli časa, če pa za taka sprotna, pa z veseljem počistim sproti. Okej, dobro. Kako je danes zamišljeno? Torej, danes bomo šli, torej Global Disruption pravzaprav stoji, je naš brand, a ne, odzadaj stoji naš zavod, zavod We4U, kjer se ukvarjamo pretežno z izobraževanjem. Smo pa, tako kot vi, v AI skočili na polno, na glavo, boste hitro videli tudi, kako pač to teče pri nas. Ideja je, da vam na kratko predstavim malo naš tole journey, torej zakaj smo šli mi v to, kaj je bil premislek odzadaj, potem pa tudi, kako smo se tega lotili, in recimo, kako to danes uporabljamo na nekaj use casih, od projektov, recimo pridobivanje EU sredstev do content marketinga, če nam bo čas dopuščal, še za productivity ali pa creativity. Imamo res use casev je ogromno. Tako da bomo se kar lotili dela. Tako kot sem danes že slišal, tudi pri nas je nov mindset v igri, AI first, torej pri nas iskreno, če s sodelavko Majo ugotoviva, da chat ali kakšno tool, ki ga uporabljava, ne dela, dejansko rajši ne delamo tisti dan, kakor da se na živo in mrtvo lotimo tega peš, a ne, torej na star način, ker preprosto čas je dragocen in lahko to pol drug dan vse nadoknadimo. V glavnem, razen če so kakšni deadlini. Zelo na kratko, midva sva sicer dva, vendar se ne vidimo tako, sva army of two, ker naju podpira pri delu cela vojska AI asistentov. Ko rečem AI asistent, pomeni seveda, da ne delamo samo z pisanjem pozivov v ChatGPT ali katero drugo AI orodje, ki ga mogoče uporabljate tudi vi, ampak smo dejansko izdelali razne asistente, ki za nas rešujejo določene naloge. Ali je to priprava pogodbe, ali je to priprava projekta, ali je to marketing ali pa kaj drugega, boste videli sami. Skratka, Maja je direktorica našega zavoda, ona predvsem odgovorna za marketing, promocijo naših aktivnosti, ukvarja se z usposabljanjem in uporabo AI na področju torej marketinga, produktivnosti, dela veliko z fakultetami, inštitucijami znanja predvsem, kot so izobraževanje odraslih, Center za poklicno izobraževanje in podobno, da ne dolgo vezam preveč, in pa je naš project manager, saj veste, kako smo vsi za vse. Na drugi strani sem pač jaz, se ukvarjam torej moja preteklost je predvsem v EU fundingu, kjer sem prisoten od 2003, torej že dinozaver. Sem pa 2022 na glavo skočil v AI. Pred tem sem se v glavnem ukvarjal z pridobivanjem sredstev za deep tech, torej visokotehnološke rešitve, patentirane rešitve. Tudi naši naročniki ali pa po tej liniji so v glavnem tujci. Bolj redko smo delali doma. Z AI pa se je pač vse postavilo na glavo, kar pa bom pač razložil tudi zdaj, ker nimamo tako veliko časa. Skratka, da vam povem vse, ker predstavljamo, vse temelji na researchu, raziskavah, torej trenutno sem vložil osebno, plus treba prešteti še Majo, preko 2800 ur študija v to, kar počnemo, zapravili ogromno denarja. Je pa res, da se pač zaradi tega res pojavljamo kot usposabljamo ljudi res povsod, malo manj v Sloveniji,
imam svoje mnenje, zakaj, se ga bom malo kasneje dotaknil. Je pa važno, da se dogaja, ker je pomembno. Poleg usposabljanj delamo različne brezplačna orodja, ki so na chatu, tisti, ki imate plačljivo, vsi imate lahko dostop do nekaterih, ala Fundable AI, ga vidite zgoraj levo. Vendar je razlika, če imate plačljivo ali pa ne, v kakšni meri ga lahko uporabljate. Razne online kurse smo začeli delati, ki za čudo so se začeli prodajati, torej smo že prišli nekaj čez 10 000 evrov, recimo, kar je za en zavod sigurno dobrodošel income. Zdaj, kot sem omenil, za nas se je veliko spremenilo, ker prej smo bili izobraževalci in pa konzultanti, torej smo drugim pomagali pisati projekte. Zdaj se je zadeva malo spremenila, ne, z AI in pa bolj metodičnim pristopom dela. To pomeni, da s chatom ni, da bi sem klepetali po navdihu, kako bi pa to, kako bi pa ono, ampak imamo razvite, kot sem omenil, razne bote, bom pokazal pol, ali pa vsej postopke dela, torej kaj vprašam najprej, kaj vprašam pol in tako naprej, da dobim neki rezultat, ki je vhod za naslednji pogovor. Smo začeli sistematizirati svoje in delno avtomatizirati naše naloge in kar naenkrat smo začeli prijavljati lastne projekte, pač eden od njih, kjer smo partnerji, je oddan na Češkem MaxP, ta se ukvarja z poklici prihodnosti za mlade, ker seveda tudi sama dva sva recimo starša najstnikov, ki so v tem precepu, kam bi šli po gimnaziji, saj veste, tudi sama dva sva bila dve take duše, ki sta dolgo iskala svojo pot, dokler nismo prišli, se imamo vsem bolj za podjetnike, kakor nevladne organizacije, ker tako funkcionirava, ampak ta pot je lahko trnova. In drug projekt, tega recimo smo napisali v enem dnevu, za 60 000 evrov, kjer v bistvu smo komplet izpisan z AI, kjer smo prijavili v Avstriji in dobili sredstva za razvoj AI asistentov, ki pomagajo startupom razviti zelene poslovne modele oziroma firmam, NGO-jem, kdorkoli, kar že ima, bolj pristopiti k delu na bolj zelen način, saj veste, to je tisto, kar danes spodbuja Evropska komisija, torej to je ta recimo projekt, pa samo da vidite, kaj imamo v mislih, v bistvu, spletna kot spletna, ampak recimo z znanjem, ki ga imamo, smo bili sposobni razviti tehle 8 botov. Predlagam, da kdaj stestirate, čisto tako, jaz to sem naredil zato, ker tudi sam to uporabljam. Torej, ideja je, da če imaš zelo enostavno misel, jaz bi pa nekaj, začneš tukaj in ta bot ti bo naredil, malo bo strukturirano predstavitev, ta bo dal headturning message in kako bi to lahko prodajal, tle je, kako bi ozelenili, tle simuliramo feedback od potencialnih uporabnikov, kaj bi radi, kaj ne bi radi, kako bi to postavili kot poslovni model, kako bi šli na trg, cena in kako bi to spičali. In če kateregakoli od njih kliknete, v bistvu samo poženete start, z njim poklepetate, ima sprogramirano, kako mora odgovarjati in v kakšnem formatu vrne in karkoli dobite kot rezultat, skopirate in nesete v naslednjega, torej vsak vodi do naslednjega in je taka luštna naloga, zraven je video, kako se to uporablja, kako lahko pač nekdo, ki ima šibko idejo, ima v roke ene ure, recimo dobesedno poslovni načrt, pitch deck in gre Boris iskat nove team memberje, gre poje sredstva, pač poskuša, kako iti na trg in podobno. Pač na tak način smo začeli funkcionirati. Je nekaj pač, sem rekel, znanja se nabralo v tem času. Zdaj, moram na uro gledati ves čas. Tako kot vsi mi, novembra je bil ta boom, rojstvo ChatGPT-ja in ne vem, kako ste vi to doživeli. Jaz sem se kar tresel, tako sem bil navdušen, zato ker
kot pisec projektov, ocenjevalec za te visoke tehnološke projekte na komisiji in tako naprej, sem ponavadi zelo dobro vedel, kaj napisati, je pa to vzame nekaj časa, a ne. In sem tule videl, tule bomo pa zdaj res pospešili. Problem, s katerim sem se soočil, je, tukaj je screenshot iz moje knjižnice iz 2022 ali pa začetek 23, je, da sem začel zbirati vsa ta orodja, nabral sem jih ene 2-3 tisoč, bliže 3 tisoč orodij za različne namene, tako v eno tako knjižnico, in v neki točki je bilo vsega preprosto preveč, ker, na vse te newsletterje, ke sem se naročil, to je bila poplava informacij in kmalu doživiš ta overwhelming, občutek, a ne, vsega je preprosto preveč. Ob tem smo pa brali še seveda raziskave, ke so se pojavile v začetku 23, vsi boste brez služb, AI bo vse avtomatiziral, konec je z nami, a ne. No, to naj je malo zaskrbelo, takrat sva bila dva, a ne, se pravim, zdaj mislim, da nas je več, smo pač pogledali, okej, kaj pa to pomeni za nas, kaj pa, če se mi tega resno lotimo, kaj pa, če mi se odločimo in v bistvu prevzamemo pobudo, a ne, namesto da nam drugi povejo, kako in kaj naj delamo, dajmo biti za spremembo prvi, to je enkrat v življenju, a ne. In dejansko danes tako tudi živimo, zdaj nam je že jasno, a ne, da AI kot tak ni tisti, ke nam bo vzel službe, upam vsaj še nekaj časa, bolj gre za to, kako uporabljamo AI ali pa ga ne uporabljamo. Čisto konkreten primer, ker je odpor, a ne. V Sloveniji jaz nisem čisto prepričan, zakaj, ampak je ta adoption rate relativno počasen, a ne. Zdaj se šele pošteno vidimo, da vsi imajo vsej račun, so vsaj poskusili kaj vprašati in recimo, da ko imamo usposabljanje ekip, niso to nujno samo podjetniki, torej jaz osebno delam največ z, znanstveniki in raziskovalci na raziskovalnih centrih po Evropi. Tam pač imamo ekipo 10 do 15 ljudi običajno, ki so IT-jevci, prompt inženirji, in moja naloga jih je usposobiti na malo višjem nivoju, kako to uporabljati, a ne. In zdaj končno so prišli do tega, da je treba tudi kakšno naročnino si omisliti, in to ne nujno ne pomeni najdražjo, ampak, se pa odprejo bistveno druge, možnosti, a ne, ko jih enkrat imamo. Danes smo se že majčkeno dotaknili, eni jo imate, eni nimate, bomo se malo tega dotaknili danes, da vidite, zakaj so plusi in minusi, no. Ampak dejstvo je, a ne, recimo hotel sem dati primer, no, recimo tulele v sosednji pisarni imamo računovodjo in nekaj sva imela debato, da se njegove zaposlene ne želijo uporabljati AI-ja, ne. In midva kot recimo podjetnika ali kakorkoli, kot nekdo, ki vodi organizacijo, nam to ne gre v račun, zakaj ne bi hotel več narediti ali pa boljše narediti, a ne. In raziskave kažejo, da, a ne, in to je očitno tudi real life situacija, je, da se ljudje po drugi strani bojijo, ja, porka, že zdaj veliko delam, a ne, kako bo šele potem, bom mogel še več delati in recimo pride do takega odpora, da ne omenjamo, da je tukaj še neki, pogled, povezan z varnostjo podatkov, etiko, marsikdo se počuti, da goljufa ali pa se boji, da bi ga drugi označili za to, da neke bližnjice išče pri delu, in je ta shortcut, in je ta odpor malo večji, kakor bi si, nekdo želel, a ne. Ampak so prišli zdaj pač do situacije, ko pač je navodilo dol prišlo: "Glej, če se ne boš usposobil, te ne rabim, a ne." Ker preprosto traja predolgo, ker svet okrog nas se je začel tako vrteti, a ne. Skratka, mi tule, ke smo, razumemo, da je treba uporabljati in kako. Bomo kmalu nehali s temi slidi in šli na chat, tako da bo malo bolj interesantno, a ne. Običajno se tule samo ene stvari dotaknem, torej jaz sem se res poglobil v to, kako AI deluje, kaj je odzadaj, in jaz sem sociolog, ne, da ne bo pomote, jaz nisem IT-jevec, ampak vseeno je treba nekatere koncepte razumeti, in, da lahko druge pravzaprav učiš
ali pa pojasniš, zakaj nekaj je ali pa ni. Recimo v tem primeru ta slajd tukaj, nam pokaže več stvari. Eden je, če primerjamo dva modela GPT-ja, torej, da razjasnim, ChatGPT je tisto, kar večina uporablja, to je, vidimo to vhodno masko, če gremo tukaj, to je ChatGPT, ki ga poganja GPT, GPT so tele jezikovni modeli, ki tečejo ozadej, Zdaj, razlika med trojko, ki je pravzaprav ni več, in šterko, za katero še imamo podatke, pa se to začelo malo skrivati, je, da je ta 500-krat pametnejši od tega, ta model. Torej, to tukaj pogledamo, 4O je ali pa pravzaprav je tukaj noter, 4 je ta, 500-krat pametnejši, 100 trilijoni parametri, In zdaj, večina misli, ko se malo boji, upravičeno, zakaj, kaj bo z mojimi podatki, če kaj noter tipkam, bo pa kar nekje na japonskem, kitajskem ven sproduciral moj tekst, ne deluje AI čisto tako, AI pa jezikovni modeli, ki jih uporabljamo, deluje na enostaven način, kakor je to možno, In sicer enostavno pomeni kaj? Da ima znanje, to je teh 100 milijonov parametrov, in ima eno kodo. Ta koda poganja to znanje, Kako pridemo do znanja? Do znanja pridemo tako, da je OpenAI, pustimo, kako so se tega lotili, to je stvar debat, tožb in še česa. Trenutek. In še česa, postrgal internet, ga naložil na superkomputer, ki ga poganja v tem primeru recimo 6000 in več procesorjev. In ta procesor, kaj počne? Melje te besede, melje te besede, in ko konča, ven stisne en produkt, te parametre, Te parametri so v bistvu izračuni, statistični izračuni, kako so besede povezane med sabo, Torej, ko mi vpišemo v chat ali DeepSeek ali Claude ali Mistral naš poziv, naše navodilo, naše vprašanje, se AI ne uči naših besed, ampak jih spremeni v parametre in v bistvu poskuša ugotoviti, kako so besede povezane. Kaj to pomeni za nas uporabnike? To nas pelje v to točko, ko v bistvu ste pogosto slišali, naučiti se moramo, kako vprašati. Zakaj? Ja, zato, ker če boljše vprašamo, dobimo boljši odgovor. Skratka, gre za to, z nekim vprašanjem sprožimo povezavo, in če znamo dobro vprašati, sprožimo boljšo povezavo, statistično, Skratka, ni nevarnosti, da bo zdaj vaš tekst se kar pojavil nekje na drugem koncu sveta, ker je ta pretvorjen v neke statistične točke. To pa ne pomeni, da to A ne bo možno, in B, da seveda to pomeni, da ne delimo občutljivih podatkov, nekaj, kar recimo ni za vsaka ušesa, Vseeno pa kar tako se ne bo pojavil naš tekst nekje drugje, Okej, zdaj, ko smo se mi pognali v ta AI, smo se naročili na vse živo, in to 2 leti smo imeli naročnin za nekaj 100 evrov, bližje 1000 na mesec, od caption za videe, avatarje, do Perplexity Quillbot me je grozno zanimal zaradi AI detektorjev in pa pisanje znanstvenih del in tako naprej, niti ni pomembno, do Poeta, ki je fantastičen tool za tiste, ki ne vejo, ali bi si privoščili naročnino na chat ali karkoli drugega ali ne. Ta Poe vam lahko zelo na hitro pokažem, ker ima svoje čare. In tako naprej. Skratka, naročnin malo more, tle se mi jih niti ni dalo vseh logotipov gor popati, in to smo zdaj pač poganjali skoraj 2 leti, da smo zdaj prišli do točke, ko v bistvu uporabljam 2 naročnini imamo trenutno, mogoče 3. GPT Pro, ki ga uporabljamo zato, ker ima izjemen spomin, bom razložil takoj,
in en GPT plus, zato ker pač boste videli, so benefiti tega zelo veliki. Zdaj, marsikdo reče, ja, mi še ne vemo, a se nam to splača ali ne splača. Pri nas je izračun enostaven, torej, če mi AI prišpara 1 uro na teden, torej recimo 4 do 5 na mesec, je to sigurno vredno 20 evrov, bodimo realni, je verjetno vredno precej več. Če mi prišpara 1 na dan, to 5 na teden, 20 do 25 na mesec, to pa že zdavnaj odtehta tistih 20 evrov, ker dobesedno kupimo, 3 delovne dni na mesec s tem, po produktivnosti, če gledamo. Pa imam pa še drug aspekt kvalitete, torej ali lahko nalogo opravim bolj. Seveda za marsikoga to še zmeraj ni dovolj dober argument, upravičeno. Evo, 4 ure dnevno, se strinjam, in ko enkrat začnete uporabljati deep research, recimo, ko delate poglobljene raziskave, tukaj govorimo o tem, da v 10 minutah prišparamo 3 do 4 tedne, Zdaj, ko smo dali v Romunijo recimo en projekt, pa še enega v Nemčijo, smo naredili local research. Recimo partner mi je rekel iz Nemčije, joj, a veš, tule bo Volkswagen odpustil 1500 ljudi ali še več. Izjemno bi bilo, če bi lahko naš projekt pozicionirali okrog te situacije, in z deep researchom sem pač, te se malo drugače prompta, kakor običajne, torej malo drugače se piše poziv, ampak niti ni pomembno. Smo naredili research, v katerem smo imeli dobrih 25 strani raziskave, v katerem pove pomen Volkswagna na saški regiji, kaj se bo zgodilo s tem odpuščanjem, koliko ljudi bo na trgu z nekim deficitom znanja. Kje tukaj, kakšno vlogo igrajo tukaj izobraževalci odraslih, Kakšno posebej vlogo igra dotična inštitucija, s katero smo se prijavili v tem procesu. Kje noter sodi naš projekt, kakšen bi bil potencialen impact, In impresivno je ne samo ta strukturiran tekst, ampak da so de facto vsi linki delovali, predvsem pa kakšni so bile te povezave, Recimo poiskal je ta deep research, je poiskal lokalne intervjuje na lokalnih televiziji, naredil prepis in vtaknil relevanten del v tekst, Mislim, meni osebno je prišparal en mesec s temi 10 minutami, pa recimo potem še uro pa pol sem porabil, da sem se pregledal, da res ni kakšna traparija noter, pa pomenil se s partnerji iz Saške, če to drži, da ne bomo kaj, saj veste, čudenega vdali, ampak all in all, 3 ure dela recimo, vse skupaj, nekaj, kar ne bi nikoli sam spisal. Podobno smo naredili v Romuniji in je res impresivno, Skratka, izjemno zanimiva zadeva. Zdaj, to sem hotel pokazati, če res ne veste, ali bi ali ne bi, predlagam tegale po.com. Po.com mislim, da stane $15 na mesec, torej še cenej. Zakaj pa je zanimiv? Ker deluje tako, da tule not imate vse možne jezikovne modele, kar jih danes obstaja. Od najbolj pametnega chata do kitajskega DeepSeeka. Imate pa, ni samo za tekst, tukaj noter imate vse modele za Runway, recimo je za delati videe, ta je za slike in s $15 dobite milijon nekih točk, ni pomembno, jih ne morete porabiti v enem mesecu. In lahko nažigate slike, sprobavate tekste, tako da hitro vidiš, kateri jezikovni model ti ustreza, a se splača chat, se ne splača, skratka, izjemen za začetek, če ne veste, kako bi se lotili, Zdaj, prej sem omenil, veliko naročnin obstaja, mi uporabljamo pač Plus pa Pro. Marsikdo je na free verziji, s čimer, roko na srce, ni nič narobe. So pa tule omejitve, ki jih marsikdo se jih ne zaveda, Tule na drugem slajdu sem hotel pokazati, več ko plačaš, zmeraj je show me the money, več dobiš, in recimo razlika med free verzijo pa plus verzijo, to je ta za 20 evrov ali dolarjev, je že samo v tem za začetek spomin, če se samo tega dotaknem, spomin, Torej, pri običajni brezplačni verziji se lahko na en pogovor, če pogledamo, pogovor je recimo
tale, a ne, evo vidimo, da se moj sin tlele uči, danes piše sociologijo. En takle pogovor, recimo, a ne, ima spomin na brezplačni verziji, tle piše 8000 tokenov, to je tam 4 do 5000 besed. Ko to prebijemo, a ne, začne chat halucinirati, a ne. To pomeni, govori malo traparije, ni zanesljiv, linki ne delajo in podobno, a ne. Plus verzija, ta za $20, ima bistveno več spomina, torej na vsak tak pogovor si zapomne 25 000 besed, a ne, plus je bolj konsistenten, ne pozablja stvari in tako naprej. Razlog, da imamo pri nas eno pro naročnino je, da si zapomni 100 000 besed, a ne, kar pomeni, da jaz lahko cel projekt v bistvu obdelam v enem pogovoru, ne da bi se izgubljal, a ne. Skratka, če se dotaknemo samo spomina, je to ena ključna prednost, zakaj naročnina ja, proti zakaj naročnina ne. In pri nas pač to odtehta in niti ni več debate, ne. Ne rabimo pa 2 pro naročnin, bil je pa že malo nonsens, ker pač, če kaj rabimo, a ne, si med sabo pomagamo tukaj, a ne. Okej, zdaj smo to razčistili. Kako smo mi vgradili AI, ta del bo verjetno bolj interesanten. Torej, redno ga uporabljamo za proposal writing, content marketing, za produktivnost, za nove storitve, torej redno moramo nove trening programe izvajati, redno moramo nove te GPT bote kreirati, bom pokazal, nove toolse, kakor sem pokazal prej za projekt, ali pa pravzaprav izumljamo nove poslovne modele, kjer poskušamo na kakšen drugačen način priti do denarja, a ne. In si bomo zdaj pogledali recimo en koncept, no, ki ga vedno uporabljamo, pri nas je tristopenjski. Torej, jaz sem prišel do tega, da pri AI-ju se običajno lahko 3 stvari počnejo, najlepše, če počnemo vse 3, a ne. Večina ga uporablja na način create, torej naredi to, naredi ono, naredi tretje, preveri, črkuj, prevedi in tako dalje, razišči, a ne. Nekateri ga uporabljajo za učenje, torej kaj je to, kako se ono naredi in tako naprej. Ne tako pogosto, ampak seveda tudi, pa ga uporabljamo za premislek o določenih stvareh, torej primer, se prijavljamo na razpis, eno je, da govorimo, naš projekt je zelen, naš projekt je inkluziven in podobno, drugo je, da AI uporabimo in mu povemo, okej, tole je moj delovni paket, work package, povej mi, ne vem, konkretne aktivnosti, ki jih lahko vgradim v delovni paket, da bomo inkluzivni, torej namesto, da bom govoril, da sem inkluziven, kaj lahko naredim, da bom, a ne. In tipičen odgovor bi bil, recimo, če imaš project meeting, lahko imamo, ne vem, AI note takerja, ki bo takoj prevedel v različne jezike in bo omogočil dostop do tega, kar smo govorili, do vsebin, tudi do sodelavcev, ki recimo tega jezika ne govorijo, a ne. Tak banalen primer, ampak deluje, boljše, kakor da rečemo, mi smo tako zelo inkluzivni in tako dalje, a ne. No, in tega se mi držimo tudi pri nas, pri vsem delu poskušamo to povezati, torej se naučiti neko temo, razmisliti, kako bi jo spravili v prakso in potem to tudi narediti, a ne. In tipičen primer tega je, mislim, da Katja to zdaj že malo pozna, pa tudi marsikdo od vas, analiza sentimenta, to pomeni analiza čustev, a ne. In zdaj bom zelo na hitro poganjal, da bomo imeli čas. Jaz prosim samo, če v chat napišete v ta pogovor, ker vas ne vidim ta trenutek, ker bi mogoče takole lahko naredil. Če vidite moj screen od ChatGPT-ja. Ja, vidimo. Okej, perfektno. Če bom kam odivjal, pa se ne vidi, mi prosim povejte, okej. Torej, sentiment pomeni analiza emocij iz pisne komunikacije. AI je ekstremno dober v tem. V praksi to izgleda tako, da recimo tule imam en poziv, a ne, chat, daj mi recimo napiši en e-mail jeznega projektnega partnerja, ne, samo toliko, da vam pokažem, kako
v praksi to uporabljamo. Razen, če kdo že uporablja. Če uporablja, mi lahko pove, kako uporablja, a ne. Samo gledam. Okej, predvidevam, da ne, ker ni nobenega odgovora. Torej, kar vidite zdaj, čakajte, a jaz to malo povečam, da bo malo napačen. Recimo takole. Ja, da bo lažje. Skratka, imamo en e-mail, a ne, piše partner, dragi kdorkoli že, pišem, ker sem zelo zaskrbljen o dogajanju na našem projektu. Vsi, ki ste na projektih, takšnih in drugačnih, veste, da zmer je treba požar pogasiti, a ne. Skratka, mail piše o tem, da smo nekaj obljubili, pa nismo tega dosegli, in ta partner bi rad, da pritisnemo na enega drugega partnerja, zato da se stvari premaknejo, ne. Zdaj, saj vemo, komunikacija je zmeraj delikatna stvar, kako zdaj odpisati, da ne bomo iz ogenjčka naredili požar, a ne, in podrli vse skupaj. Skratka, mi si pogosto pomagamo z analizo sentimenta, ne samo pri takem mailu, ampak tudi pri pripravi ponudb, pogajanju za ceno, vse živo zmeraj poganjamo, kakšen bi bil pristop, a ne. V tem primeru je zelo enostaven pač poziv, rečemo, okej, chat, a ne, ti si izkušen v analizi, razpoložen, preberi zgornji tekst in mi pač pripravi neke potencialne strategije, kako bi lahko odgovoril na neki konstruktiven način, a ne. In se začne, a ne, vidimo, okej, je negativni jezik, hoče takojšnjo akcijo, pritiska na nas, krivi, a ne, torej med vrsticami, a ne, implicit blame pomeni, ni direkt rekel, ampak zna prebrati tisto, kar je med vrsticami, in to je zelo uporabno. Ste videli, a ne. Predlaga, kako bi odgovorili, ne, in potem seveda tudi pripravi en primer. Zdaj, ni na nas, da mi rečemo, okej, ta primer je good, bomo rajši rekli, okej, glede na to, kar si mi povzel, torej smo ustvarili kontekst, napiši en e-mail, naj bo pač pozitiven, dodaj action plan, bodi professional, a ne, v tej komunikaciji in temu primerno seveda bo spisal e-mail, a ne. Zdaj, a je to za copy and paste? Absolutno ni, a ne, ne moremo samo kopirati in poslati, a ne, je pa precej dobro, a ne, torej, če vi naučite chat, kako naj komunicira kot vi, kako zdaj to naredimo, bodisi damo en primer našega e-maila in bo popravil tekst, oziroma si bomo pogledali, danes bolj težko, ampak naslednjič, ko bomo v živo, tule greste v kako se kustomizira chat, se tukaj nekaj dopiše, kako komunicira na vaš način, a ne, bo dejansko ta mail precej na vaš način, v vašem jeziku odpisan, a ne. Okej, razumemo. Chat zna krasno, ne samo chat, ves AI zna krasno, prebrati emocije, a ne, in to je zanimiv use case, a ne, ampak zdaj vprašanje za vas je, okej, zdaj veste, AI zna to, a ne. In tukaj vidim velik gap, ki ga marsikdo ne prestopi, a ne, in to je, to zdaj ve, ampak s tem nič ne naredi, a ne, s tem nič ne naredi, a ne. Vprašanje za vas pa bi bilo na tem mestu, zdaj veste, torej kako boste to uporabili, a ne. Kako boste to uporabili na kakšnem drugem primeru, a ne. In tule se marsikje zatakne. Preprosto nismo ali pripravljeni na tako vprašanje ali ne vemo pravzaprav, kaj naj konkretno zdaj naredim, da premaknem to v akcijo, a ne. In recimo pri nas, a ne, smo vpeljali en postopek, kjer ko slišim, in to slišim vsak dan, vsaj 5-krat in vi tudi, AI zna to ali pa AI zna ono, se vprašamo teh par vprašanj. Slišal sem, da chat zna narediti nekaj, v tem primeru zna analizirati emocije, se vprašam, kako lahko to uporabim, kakšni so use casei, torej kje bi to brainstorming, a ne, kako pravzaprav to spravim v prakso, kako bi izgledal workflow, a ne, to je ful pomembno vprašanje, torej kateri koraki so v igri, da
stvar pripeljem od A do B. Recimo pri prejšnjem primeru smo imeli, kako analiziram, čustva, partnerja, torej kaj se mora zgoditi. Workflow bi bil: prejeti moram e-mail moram skopirati v ChatGPT, chatu moram poslati poziv, analiziraj in mi daj strategijo, in 5. korak, chat mora glede na priporočila spisati e-mail. 6. korak je e-mail ročno, jaz vse, kar gre od mene, vedno hočem osebno pregledati, popravim, da bo tako, ko mora biti, Skoraj imamo recimo teh 5, 6 korakov, Torej, kaj je workflow in nenazadnje, katere prompte pa potrebujemo, Torej, eno je vedeti, kaj moram narediti, drugo je zdaj, kaj točno moram napisati, in AI nam tukaj lahko zelo pomaga, Recimo, dajmo poskusiti tole narediti, torej bomo prižgali nov pogovor in bomo točno to naredili, kar sem vam zdajle povedal. Torej, vem, da AI lahko naredi analizo čustev. Vprašanja so, kako to uporabim, use case itd., to, kar sem zdaj povedal, Torej, učimo se malo hitreje, namesto da tuhtam in si razbijam glavo, hočem, da mi AI pregleda stvari in začne razmišljati zame. Torej, analizo bi lahko uporabil v grant writingu, business and marketingu, čakajte, se vam dam lahko tale prompt noter, boste pa še sami malo poskušali. Ne ga še poganjati, vam bom razložil sem, kako to uporabiti v praksi. V pogovoru boste videli. Skratka, vidimo, tule nam je zdaj dal nekaj nasvetov, kako bi to lahko uporabil. Grant writingu, business marketingu, potem sem tole zbrišem, ker nam jemlje prostor. Kje lahko uporabimo, kako lahko uporabimo, torej zbiramo podatke, poženemo, razlagamo rezultate in tako dalje, to smo že prevideli, in nam predlaga, kako bi to izpeljali, in celo prompte, torej analiziraj to, vstavimo not, naredi to, postavi to in tako dalje, Zdaj, ker chat mene zelo dobro pozna, seveda noter že vtika grant writing in podobno, Ne vem, če ste opazili, več ko ga uporabljate, boljše vas razume. Zakaj vas boljše razume? Ker ima tule v settingih en del, čakajte, da ga najdeva, memory, in ta memory, če kliknete gor, boste videli, kaj chat že ve o vas. O meni ve kar precej, vsake toliko ga moram malo obiskati, če je kakšna stvar not, ki mogoče ne bi smel vedeti, da jo zbrišem, ali pa, ker občasno tudi moji otroci skočijo na chat, moram ven zbrisati kakšne stvari, recimo vprašanja o sociologiji in fiziki, Tako da je res fokusiran na mene, Zato dela chat to, kar mi predlaga take stvari, Pomembna stvar, ki jo moramo vedeti, je, da če ga tako vprašamo generalno, AI lahko naredi to, povej mi use case, bomo dobili dosti generalne odgovore. Če dodamo samo en stavek not, kaj je vaš naziv, kaj počnete, tulele vidim, to je popolnoma isti poziv, ampak samo dopišemo, jaz sem grant writer, direktor, karkoli počnemo, in vprašamo iste stvari, bomo dobili malo drugačen odgovor, prilagojen na vaš use case, In tega sem tudi vam skopiral v pogovor, ki se snema, Torej, jaz bom samo popravil, slišal sem, da AI lahko to naredi, recimo jaz sem grant writer, ostalo bom preprosto zbrisal oziroma bi kaj drugega napisal, če bi bil moj naziv drugačen, Kaj se zgodi? Seveda bom dobil podoben odgovor kot prej, to bi rad videl, vam pokazal, kaj se zgodi, ampak bo prilagojen za grant writing, In recimo, mi bo vse živo naštel po pričakovanjih, ampak mene zanima tale, Lahko analizira povratno informacijo ocenjevalca,
Če ste oddali projekt in dobili feedback, potem bi mogoče lahko ugotovil način, kako izboljšati projekt, če ta ni bil sprejet. To je dalo meni močno misliti, Aha, super, ker vsi vemo, da projekti grejo ali pa ne grejo česa, In recimo zaradi tega smo razvili en svoj AI asistent, ki mu rečem Babelfish, To je pač iz, ne vem, kdo je bral Štoprski vodnik po galaksiji, tam ima glavni lik eno ribo, ki se da v uho in ta riba omogoča, da govori vse jezike. In smisel tega recimo je, ja, za prevode, ampak mi prevajamo jezik ocenjevalca v jezik prijavitelja, Pogosto ljudem ni jasen, kaj točno zdaj hoče od mene. Torej, kako to deluje, Tule sem razvil en, kje pa je, še jemo ga poiskati. Pojdimo v moj GPT. Razlika, če ste na brezplačni verziji, potem lahko GPT-je uporabljate 5-6 poskusov na dan. Če ste uporabniki, imate katerokoli naročnino, jih lahko kreirate. Recimo, jaz sem tule izdelal recimo tegale, tale zame. In je sprogramiran, boste videli kako, Ta GPT vam bo pomagal razumeti, kaj evalvator pravzaprav hoče, In jaz sem ga naučil, da, tu je bil pa zdaj workflow, analizira feedback, če je v tujem jeziku, ga prevede v angleščino, pogleda v ocenjevalne kriterije, prvič, kateri so relevantni ocenjevalni kriteriji, drugič, kako se to ocenjuje in da na osnovi tega priporočilo, kaj popraviti in nenazadnje tudi katero vprašanje v prijavnem obrazcu moram popraviti. Torej, tukaj noti je 6 stvari, ki jih mora narediti, Ampak namesto, da jaz to poganjam ročno, vsakič pa vprašujem to, pa sprašujem ono in tako naprej, je to že zapakiran v kar en dolg poziv, kjer samo kliknem, GPT mi reče, okej, tukaj sem, da ti pomagam, skratka, uploadaj tvoj report, bomo v tem primeru naložili enega iz romunščine. To še posebej prav pride, če imaš kakšnega partnerja, ki ni posebej aktiven. Okej, be concise. Skratka, navodilo je, bodi podroben, In zdaj on pač pregleda, okej, to ste naložili, šel bo čez vse kriterije in povedal, okej, ta projekt je dobil toliko pik in pol mi gre čez vsak evaluation criteria, pove, kaj je bil plus, kaj je bil minus, pove, kako naj izboljšamo projekt in kam naj to taknemo, In tako bo šel čez vse vprašanja, oziroma čez vse komentarje, ki jih je evalvator posredoval, za vse. Torej, namesto da jaz si zdaj razbijam glavo, kako bomo to naredili, poženem čez moj GPT, vidim, kako to deluje, torej, kaj moramo popraviti, čez 1 uro imam lahko meeting s partnerjem in povem, tole moramo narediti. Moramo dobiti tele intervjuje, 10 šol, ti 3, popravili bomo vprašanje 1 in vprašanje 4, in tako naprej. In bomo zelo hitro se spravili v akcijo, namesto da zapravljamo čas z ročnim delom, pa razmišljanjem, pa tako dalje, Skratka, to je prednost GPT-jev. Naslednja stvar, ki sem vam jo hotel deliti z vami, je, pa če bomo imeli čas, bomo pogledali, kako to deluje za projekte, je nov use case, kako to uporabljamo te GPT-je za recimo content marketing. Zdaj, vprašanje za vas zelo kratko, ali vi uporabljate te
custom GPTs. Tle, kar vidite na moji levi strani, so pač moji izdelki, ker jih pogosto uporabljam vsak dan. Ampak jih imamo še cel kup drugih. Pa me sem zanima, ja, ne, če natipkate v Conversation, če to uporabljate ali pa ne. Lahko tudi se oglasite, no, ni problem. Bolj malo nas je v skupini, da se lahko tudi požgete, Ja, absolutno, lahko se da kar. se odzivate. Ok, recimo, da bolj nekaj, ja, si takole jaz predstavljam iz tega. Torej, če vi hočete dobiti več iz AI, kakor običajni uporabnik nekaj vpraša, odgovarja mi ali pa ni zadovoljen in potem poskuša to izboljšati ali popraviti s podvprašanji in tako dalje, a ne. To pač ni nek pristop, ki je dober, je pospešek, ni pa optimalen, a ne. Zdaj, ni vsak pripravljen napisati zelo dolgega in zakompliciranega poziva, mogoče si niti ne predstavljamo točno, kaj bi to bilo, ampak recimo malo bolj zakompliciran poziv je nekaj takega, a ne, kjer je zelo konkretno napisan, kaj in kako more AI početi, a ne. Ampak ne rabimo biti inženirji, da to naredimo, če poznamo te custom GPT-je. Da vam na hitro pokažem. Tukaj imamo vsi gumb, ne glede na naročnino, Explore GPTs. Katja, ti ga sigurno zdaj že uporabljaš, sem prepričan. Ja, ali ne? Premalo še vedno. Glej, to je res game changer. Boste videli, zakaj, ker bomo imeli en primer za marketing. Recimo, ko kliknete ta Explore GPTs, ste z mano, spremljate? Lahko rečete ja, ne v mikrofon, da bomo šli hitreje. Se vam odpre ta GPT Store. Kaj so GPT? GPT so, tako kot ste prej videli iz mojega primera, je delček ChatGPT-ja, ki je specializiran za upravljanje nekih nalog, a ne. Zdaj jih imate za različne kategorije, tle vidite, pač nekateri, ki so najboljši, se vidite, delajo spletne strani, videe, PDF-je, te so za raziskovanje znanstvenih virov, kreirajo logote, kreirajo slike, za pisanje, povzemanje. AI Humanizer je recimo zanimiv, ker lahko v njega vržete tekst in proba popraviti najbolj tipične AI fraze, da mogoče detektor ni tako, da ni tako prepoznal kot AI tekst, a ne. In tako dalje. Imate zelo veliko tega, osebno recimo super je tale diagram generator, jaz tega pogosto uporabljam za razne diagrame, čarte in podobno, za raziskave in tako naprej. Skratka, tle noter jih imamo, če ne najdete nobenega na prvi pogled, ki bi vam bil všeč, pač vtipkate ime ali pa keyword, ki bi šli v Google, recimo pač zanimajo diagrami, zdaj pač diagrams, recimo. Vam bo vrgel ven, kateri so noter, a ne. Resnično jih je na milijone, vsi so brezplačni, vsakega lahko uporabite. Gre samo za to, da če ste v brezplačni verziji, potem imate samo ene 5-6 poskusov na dan, to se spreminja. Brezplačna za 20 €, če imate naročnino, neomejeno uporabo vsega, a ne. In pač samo, ko kliknete na njega, vam bo pokazal sledeče. Torej, koliko ima oceno? Vse, kar je nad 3,8, 3,7, 3,8 je že solidno, 4 in gor je super. Število conversationov je neko merilo, koliko pogosto se uporablja. Kar vidite tle, da so milijoni, to je tako ekscesna uporaba, res, te se res veliko uporabljajo. Vse, kar je tam nad 1000 gor, se že precej uporablja, a ne. Pritisnete start in zadeva deluje. Mi si bomo rajši pogledali, kako lahko recimo zelo na hitro spišemo neki content za našo neko ciljno skupino, a ne. In začeli bomo iz čiste ničle. Torej, grem v Explore GPT, ker marketing, vsi moramo nekaj prodati. Ali je to ideja, ali je to projekt, ali je to nekaj drugega, a ne. Kaj bom naredil? Najprej bom poiskal
čakajte, kako se že imenuje, user persona, se ga bo vam vrglo takoj, user persona generator. To je res vrhunski GPT, ga bomo kar pognali. Torej, kaj naredi? Ta v bistvu analizira vašo ciljno skupino, kaj so problemi, plusi, minusi, česa si želijo, česa si ne želijo in tako naprej. Pogosto uporabljamo pri in analizi ciljne skupine, pa tudi za prodajo. No, jaz bom recimo, bom kar svoj tale uporabo LinkedIn profil. Torej, kar bom jaz naredil, je, da bom šel v tega in rekel, ok, poglej mojo spletno stran, opise, naprej bo javil error in mi povej, kdo misliš, da je moja ciljna skupina in kaj so njihovi problemi in tako dalje, ne. Tako kot sem rekel, javil bo error, čakajte se malo, bo prebral mojo spletno stran in naredil povzetek, ne. In prav, vi ste specializirani za to, to so vaši servisi, to so verjetno vaše glavne ciljne skupine, researcherji, organizacije, entuziasti, konzultanti in vse je res, vse je res. Da vidimo, katero persono bi rad naprej razdelal. Mene recimo še najbolj zanimajo prva ciljna skupina. Ok, in bo vpisal, tu je researcher, tu so problemi, bolečine, cilji, ki jih ima. To je tako zanimivo branje, vam moram povedati, da se vam res plača pognati, ker če imate kakšne delavnice, pa veste, kdo prihaja na trening, potem lahko tle poženete čez in vam pomaga razmišljati, kako bi zastavili marketing za to, a ne. Skratka, tle naredi neki povzetek, postavi naslednjih 5 vprašanj, kako bi šli lahko dalje, izjemno orodje. Jaz zdajle se bom fokusiral samo na en problem od tele Ane, in sicer Ana ima problem, ki je resničen, a ne, time consuming grant application preparation, a ne. In vem, to Ano in mene in še koga res mori. Zato bom rekel, ok, tale problem bom jaz skopiral in bom napisal post na to temo, ampak kako, a ne. Šel bom nazaj v Explore GPT, poiskal en drug GPT, v tem primeru bo to Topic GPT, izjemen. Na katerokoli temo vam bo dal 20 idej, o čem pisati, a ne. Samo skopiram problem od tele moje researcherke, malo počakam in mi bo dal zdaj 20 tipov vsebin. Naslov, kaj bi to bil, lahko je meme, lahko je tekst, lahko je, a ne, tale drsnice, video, pač različne, in za vsakega piše tema, tip medija, kaj je cilj tega posta in opis, o čem bi govoril. Recimo, mi smo rekli, da našega researcherja oziroma pripravljalca projektov mori, koliko časa potrebuje za pisanje. Tulele vidim, da je ena od teh. How I cut my grant writing time in half. Dober naslov. Torej bom jaz kar takole naredil. Skopiral bom tegale, share a personal story, ali pa še raje bom naslov. Se mi dopade naslov. Naslov, bom šel nazaj v Explore GPT, poiskal bom nekaj za pisanje, evo, tegale writing, write for me, dobre ocene, ogromno uporabe, in sem napisal create LinkedIn post on this topic, skopiram. Zdaj čisto tako, jaz se ne bom niti ukvarjal s tem, koliko dobrega je napisal, ker roko na srce,
verjetno ni briljanten, iz vesolja se bo videlo, da je to AI generated. Samo zanima me, kaj je približno predlagal. Aha, skratka neka zgodbica, je endless process, naprej moraš imeti template, pa tako naprej. Ok, vse v redu, verjetno je solidna vsebina, focused, ok. Kar bom jaz naredil je, malo se bom pošpilal z lastnimi posti. Poiskal bom enega svojega, ki se je recimo dobro bral. Kje je? Evo, ta je soliden, 4700 ogledov. Dajmo ga pogledati. Ga bom kar skopiral. Ta ima tak zanimiv stil pisanja. Bom šel nazaj v ChatGPT in rekel mirror my style and writing structure. Aha, še tole. As per example. Ja, da pa vedo, kaj gledati. Skopiram moj post in zdaj bo tisto zgodbo, ki je začel, prenapisal v mojemu stilu, na moj način. Let me share how I cut my time in half. Čist nekaj drugega, ne, kot tukaj. Grand writing can feel bla, 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 dolg čas, ne. Let me share how I cut my time in half. Scena, ker res imam podoben, ne. Kratki roki, endless applications in tako naprej. In spiše na mojo temo, za moj target group, zelo dober post, ne. Jaz se s tem postom lahko strinjam, lahko se ne strinjam, catch je, da ga hočem popraviti, ne. Če ga hočem popraviti, kako naredim? Opening canvas. Torej, za to funkcijo nisem prepričan, ampak mislim, da je brezplačna verzija nima, medtem ko plačljiva verzija jo ima. Kaj se bo zgodilo, ne? Vidite, odprlo se je novo okno. Naš pogovor se je premaknil na levo stran. Ta post se je premaknil na sredino. S tem smo odprli eno novo funkcijo, namesto da rečemo chatu, popravi tako, popravi drugače in pol on prenapiše in popravi tisti del, ki smo hoteli in popravi še nekaj, kar nismo hoteli, nas pravi živce, ne. Lahko tukaj v tem primeru popravljamo kar direkt v samem chatu, torej vidite, jaz lahko dopišem, ne. Here goes another line, ne. Torej bi lahko ročno popravil vse, kar mi je všeč ali pa ni všeč, lahko pa označim določen del poziva in zdaj ali mu dam navodilo, kaj naj s tem naredi, ali pa tlele izkoristim funkcijo, ki jih ima in rečem recimo ta del kar podaljšaj. Malo počakamo. To zmeraj malo traja, sploh kadar je odzadaj Zoom. Failed to edit. No, to pa ne maram. Bomo dol pa tako naredili. To se mu kar pogosto dogaja, kadar imamo Zoom. Dajmo vse skupaj podaljšati. Longer. Da vidimo, če mu bo uspelo. Tu so pa lepote AI-ja. Torej, zdaj bo v bistvu začel podaljševati vse skupaj, vidite, prenapisuje, a ne. Prenapisuje. Ena od super trikov, ki sem se jih naučil, je, da če mu recimo spremenimo reading level, torej lahko gremo v zelo kompleksne, ampak jaz ga ponavadi spustim na middle school in rata bolj berljivo vse skupaj, a ne. Za socialne medije je to super uporabno, ko delamo reporte, je to super uporabno, ko delamo dissemination strategy in podobno, je super uporabno. Torej, vidite, zdaj v bistvu spreminja jezik, da je bolj enostaven, hitreje berljiv in tako dalje, a ne. Skratka, to je drugi use case, kjer imamo zelo utečen workflow, kako uporabljamo ChatGPT za content creation, ne glede na naš use case. Zdaj, jaz vidim, da je 10 čez. Imamo dve opcije. Lahko kakšno vprašanje, lahko pa še, ne vem, en use case pogledamo, kar vam je ljubše.
Pa najbolj, da kar odprete Mike, pa poveste. Jaz imam feeling, da je toliko vprašanj, da naj kar a pogledamo vprašanja. Kakor Da. želite. Tlele Aha, piše enkrat dvakrat use case. Pa kar dajmo use case. Ok, ta use case je pa iz področja productivity. Bom pa sem pokazal mogoče še malo bolj advanced način uporabe AI-ja. Recimo, jaz sem ga začel uporabljati zato, ker ne vem, kako je pri vas. Ne? Jaz sem vedno sovražil časovnice. Dejstvo pa je, da če ćemo biti bolj produktivni, je pa vse zame se tako izkazalo, predvsej boljš, če si začnem pisati. Ne? In eno je pisati časovnice, drugo je pa nekaj z njo početi. Ne? In recimo zato sem iz tega razloga sem naredil en tak, vse vidite, tle imam eno tabelo z različnimi zavihki, ampak kar nas zanima je tale task tracker. Torej tle not jaz pišem, kaj sem delal na določen dan in potem, ko je teden mimo, v bistvu naredim analizo tistega tedna. Tukaj lepo premaknili v weekly analysis. Torej, kako deluje? Tukaj recimo sem napisal en poziv, tle se ne vidi, ker je malo bolj komplicirana formula, kako to dela, ampak v resnici tle not piše, rad bi, da analiziraš moj pretekli teden in mi poveš nekatere stvari. Boste videli, kako to izgleda. In ko delam tedensko analizo, v bistvu, vidite, tle imam že kar nekaj analiz, v bistvu upišem, malo trajalo, da sem to razumel, kako deluje, ampak ko pa razumeš, ja, gre pa precej gladko. Torej napišem GPT, to pomeni, kaj se je zgodilo. Jaz sem Google Excel povezal z AI. GPT pomeni sproži funkcijo GPT-ja, in pa mu rečem, vzemi moje navodilo je tukaj not, in to navodilo je poglej vse, kar sem delal prejšnji teden in mi daj analizo. In bom kar označil vse, kar sem pisal za cel teden. In to stvar poženemo. Zdaj iz enega razloga, tole ne bi smel biti tle. To stvar poženemo in vse, kar moraš narediti, je malo pač počakati. Malo počakati. To se da zelo fancy drugače optimizirati, da pa karkoli tle rata, kar tle nastane, se avtomatsko skopira v Google dokument in se ti pošlje po mailu. Naša naloga je, da zdaj malo počakamo, pogleda prejšnji teden in piše, ok, pa poglejmo, to je poročilo od do, kako si izvajal torej planirano proti dejanskem. Je bil closely matched, ampak so neke razhajanja zaradi mental fatigue. Torej, jaz tudi pišem zelo podrobno, to je šlo zelo utrujen, ker ne vem, ko smo bili hodali projekte, recimo, pa nisem spal 3 dni, in hočem, da to zabeležiš, zato ker dobim feedback potem, kako naj planiram svoj čas, spanje, včasih tudi hrano, odvisno, kaj povem, koliko sem delal, ok, 8 ur na dan, torej se nisem pretegnil tisti teden, koliko časa sem porabil za strateške naloge in koliko časa za nestrateške. Potem mi pa pač razlaga, kako dober sem pač izpeljal cel moj delovni teden, koliko je bilo deep worka, koliko je bilo workflow improvementa in tako dalje. Vse to mi zabeleži in mi da na koncu nasvet. Izboljšaj sleep routine, torej to je bil moj problem. Manj se izboljšaj, kako se ukvarjaš z e-maili in dejansko jaz pa sem začel tako planirati. Ok, torej na e-maile odgovorim zjutraj, imam 10 minut, drugače pa po recimo po kosilu, ker nismo najbolj nahajpani, se pač usedem, oddelam pol ure, 1 uro za maile in zaprem za tisti dan. Če se le da,
Včasih ne, a ne. S Katjo smo si tudi popoldne včeraj dopisovali. Tako da ne poslušam zmeraj, a ne. Skratka, in na ta način, analiziram moje tedne in vsake toliko se potem, zdaj, ko bo prvo tromesečje za menoj, bom v bistvu analiziral vse tedne v prvem tromesečju, torej, ker bo razlika zelo različna, torej pričakujem, da bi mogel videti neki napredek v smislu planiranja svojega časa, kaj sem delal prav, kaj sem delal narobe, ali se bližamo našim ciljem, ki smo jih postavili in jih imam tule v dashboardu napisane, ali ne, čemu moram dati fokus in tako dalje. Skratka, to je pa pač malo bolj napreden način uporabe AI-ja, a ne, ampak vse se začne tukaj, a ne. Tule smo začeli, se naučili, kako pisati pozive in potem smo začeli to pretvarjati v neka druga orodja. Okej, je 10:15, jaz vem, da se potem začne neka druga skupina. Kako povezati? Ja, ni tako enostavno, bom povedal. Ni tako enostavno, je pa to nekaj, kar lahko si pogledamo na srečanju v živo. To pa ja. Ker ni samo one click, to hočem povedati, a ne. Ni pa nemogoče, torej vsak, ki zna prižgati računalnik in je danes tukaj, to lahko naredi. Da se razumemo, a ne. Ker to je zelo zanimivo potem ta pristop. Jaz sem tako pripravil cele prijavnice, da se v bistvu dosti avtomatizirano pišejo, imitirajo, Google Sheets imitira prijavni obrazec za neki razpis, in ko vnesem nekaj, se na drugi koncu začne pisati in pisati drugje in v bistvu z enim klikom lahko zelo veliko dela opravi naenkrat, a ne. Zato recimo smo sposobni tudi v enem dnevu spisati vse skupaj. Tako da, Katja, prosim za usmeritev. Najlepša hvala, Kristjan, za zelo izčrpno in verjamem, da bi lahko še sedeli 1 uro minimalno. Edino vprašanje še eno tukaj v chatu je, imam pa vprašanje, zakaj predavatelj ne uporablja slovenski jezik. Je predolgo za zaključek? Ne, bom zelo hiter. Torej, prvič, moj delovni jezik je angleščina, ker večino delam v tujini. Drugo je pa, ChatGPT je treniran v angleškem jeziku in v tem jeziku tudi daje najboljše rezultate. To ne pomeni, da v slovenskem ne zna, saj veste sami, zna, ampak se malo lovi, a ne. Torej, mi smo dosti eksotičen jezik, kljub temu recimo moja sodelavka dela samo ali pa pretežno v slovenskem jeziku, torej se da, ampak jaz sem se tako navadil, tudi več kot 15 let delam skorajda samo v slovenščini. Recimo problem je, če mu date vprašanje, kot je, daj mi recept za prekmursko gibanico, a ne, in on si bo to dejansko prevedel v Over Mura moving cake in je gotov, a ne. Ni nobene variante, da vam na tako vprašanje, ki je zelo kulturno in jezikovno specifično, da odgovor, ki ga vi potrebujete, a ne. Tako da iz tega razloga jaz uporabljam angleščino, ker pač AI tako boljše deluje in ker pač tudi jaz v glavnem delam v tujini, pa je angleški jezik prvi jezik pri meni. Super, Jadranka, ki je postavila to vprašanje, pravi, če bi ga uporabljali v slovenskem jeziku, bi več znal in bi ga bolje, če bi ga več uporabljali v slovenskem jeziku, bi znal bolje uporabljati slovenski jezik. Verjetno. Tule gre za to, seveda, koliko podatkov delite s chatom, to si lahko naslednjič pogledamo, ki vklopite, izklopite. Sigurno točno to, kar je bilo zdaj povedano, bi držalo čez nekaj časa. Sem pa zadnjič prebral en članek, da zdaj pa ne vem točno na kateri fakulteti, ampak v Ljubljani razvijajo slovenski ChatGPT, ki naj bi bil, upamo, v kakšnih 2 letih na voljo, na uporabo brezplačno, torej bo odprtokoden, tako da bi mogoče tole lahko preskočili.